V prostorih Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti sta avtor, Prešernov nagrajenec Ciril Horjak in urednik Andrej Mihulič predstavila strip Moč Evrope. Strip poskuša ponazoriti delovanje Evropske unije, prednosti, ki jih prinaša na vseh ravneh. Strip je v bistvu naključno šel, naključno, seveda ni naključno v bistvu, malo smo ga že natempirali na ta čas, v bistvu, ko je najbolj pomembno v bistvu spodbujanje aktivnega državljanstva, posebej med mladimi, ampak je pa projekt, v bistvu, ki je nastajal najprej skozi projekt v bistvu medijskega sodelovanja pisarne, kjer delam, se pravi pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji z časnikom Večer, je nastajal v bistvu 3 leta. No? Najprej 2 leti skozi 2 ponovitve v bistvu sodelovanja z časnikom, potem pa sva s Cirilom rabila kar recimo 1 leto za to, da sva vse epizode iz tistega časa v bistvu zbrala skupaj, dorisala, dodelala zgodbo, nadgradila zgodbo v bistvu in ga povezala v ta 80-stranski zvezčič stripa, ki ga imate zdaj v rokah. O namenu stripa, v katerem srečamo staro grško mitološkega Zevsa in Olimpijo ter dijaka Saro in Tomaža, ki skušata mitološkima likoma pojasniti Evropo, sicer pa je Slovenija država, katere prebivalci se tradicionalno slabo udeležujejo evropskih volitev. Ne udeležuje se evropskih volitev, ampak kakor kaže raziskave javnega mnenja, v bistvu gre pa za to, da Slovenci zelo zaupamo Evropski uniji, verjamemo vanjo, vemo, kakšne prednosti nam prinaša. Problem je pa ravno to, kar ste omenili, v bistvu, zaradi tega, ker ko pa dobimo priložnost sodelovati v tem, v bistvu, jo razvijati neposredno z glasovanjem, z razpravami, z odločevalci in tako naprej, tam imamo pa problem, v bistvu, zaradi tega, ker smo pasivni. Ne? Slovenija na zadnjih evropskih volitvah je do zdaj dosegla, v bistvu smo Slovenci bili se najbolj množično udeležili evropskih volitev. Leta 2019, ko je bila udeležba samo 29%, oziroma 3. najnižja v Evropske unije, ampak ponavljam, najvišja doslej v Sloveniji. Ta zgodba govori, namenjena je to, v bistvu, zdaj, kot ste omenili, v bistvu, glavna lika sta mitološka Zevs, ki je cinik, skeptik, dvomi v Evropsko unijo in tako naprej, in njegova soproga Evropa, ki je idealistka. Ona je zelo argumentirana, je idealistično gleda na ta projekt in potem se ona na Olimpu pride do ene stave, kjer ugotovite, da je zdaj pa treba razjasniti, ali Evropejci sploh verjamejo v to projekt ali ne. Pride do stave, kjer ugotovite, greva na zemljo, prve ljudi, ki jih srečava, to sta v tem primeru prideta v Piranu, prideta na zemljo, srečata dijaka Saro in Tomaža, prve ljudi, ki srečava, bo videla, a verjamejo v ta projekt ali ne in odločila v bistvu, kdo dobi stavo. Ko pridete dol, je rezultat malo mešan in potem skozi serijo avantur teh 4 likov spoznamo Evropsko unijo, kako deluje, kakšne so njene institucije, kako so povezane med sabo, kakšen vpliv imajo na naše življenje, kakšne prednosti nam prinaša Evropska unija in tako naprej. Tukaj bi rad poudaril v bistvu zelo enostaven način, enostavno razumljiv način, kar je bil pomen v bistvu, oziroma glavni namen tega stripa, ne banaliziran, ampak tako, da je res v bistvu lahko potem v bistvu vsakemu posamezniku jasno. Strip je namenjen v bistvu večinoma predvsem mladi publiki, ampak je pa primeren v bistvu tudi za širšo javnost. Jaz mislim, da se vsakdo, ki se ga loti v bistvu skozi teh 80 strani, lahko nauči nekaj novega v Evropski uniji. Skozi zabaven, radoživ način, v bistvu, in to so hotela doseči. Po uredniku Andreju Mihuliču smo nekaj vprašanj o stripu naslovili tudi na avtorja Cirila Horjaka. Najprej seveda, zakaj strip, ki velja za neko arhaično obliko, ki jo dandanes le še redko srečamo na policah pri prodajalcih časopisov in drugje. Se pravzaprav nisva odločila za strip. Sploh nisva pomislila, da bi to počela v kakem drugem mediju. Taka ljubitelja sva. Andrej ima rad stripe, jaz jih rišem. Kar smo morali pogruntati, da smo to napravili, seveda morali smo sestaviti ekipo. Ker ta strip je sprva izhajal v drugačni obliki na straneh časopisa Večer. Potem so pa te časopisne stripe z Andrejem morala predelati v knjižno obliko. In tu so se začeli napori. Tako da vmes se mi da tudi sprašvala, če se prej nisva, zakaj izbrati strip, vmes se prej, pa zakaj sva ta strip, ki je tako naporno, ker ti strip je varljivo, enostavna oblika, skriva pa za sabo lahko kar zahtevno produkcijo. Ta je bila. Strip ima, kot že povedano in kot pove naslov stripa, namen predstaviti moč Evropske unije, ki se je premalo zavedamo. To je zelo nežno povedano, ampak jasno povedano v tej knjižici. Do ideje Evropske unije smo včasih tako mačehovski. Vzamemo pir v roko, pa rečemo v šanku, neki anonimni birokrati. Ni res. 27 držav z svojimi včasih
nasprotujočimi si tradicijami, potrebami, željami, cilji usklajuje svoje interese v tej organizaciji. Seveda je to stroj za doseganje konsenza, ki je zapleten tudi, ne? Ampak zelo učinkovit. In ta knjižica spomni vsakega bralca, vsakega Evropejca in Evropejko, da se je začelo na pogorišču druge svetovne vojne ta zgodba, ne? Govorimo, da naj bi bila Unija neka stična točka kultur, narodov in življenja. Če pogledamo malce pobližje, pa je to le neka politična korektnost, vendar pa se je treba zavedati, da neločljivo živimo pod istim nebom. Prvič je to, da Evropska unija, praksa Evropske unije kaže, da pravno te manjši narodi, ne, ali pa srednje manjši narodi, kot je Slovenija, so dobitniki, ne. Subvencije močno podpirajo prav te specifične izraze kulture, naj gre za jezik, risbo ali kaj podobnega, ne. In ta ekipa, ki je pri tem stripu kar raznolika, mislim, da 6 ljudi nas je tukaj sodelovalo, ne, je sama po sebi dokaz, da je takšno sodelovanje mogoče in to je tak majčken skromen prispevek tudi k slovenski stripovski kulturi. Ne gre spregledati, da ni samo strip, ampak so avtorji ustvarjali v vseh medijskih oblikah. Pri stripu lahko dodamo, da gre posebna pohvala lotevanju tako zahtevnega dela. To je fino slišati. Največja pohvala je bila zame nedvomno to, ko smo pred izidom, prednji šel strip v tisk, pripravili nekaj testnih branj, poskusnih branj in so se ljudje zbrali, prebrali zadevo in potem slišiš, da se zasmejijo in na koncu rečejo, ti zdaj pa malce bolj razumem zadevo, ne. Tudi ta strip bi moral vsak, ki v petek zvečer s prijatelji ob pivu, kar počez govori o Evropski uniji, prej prebrati. Preberite strip, potem pa le bodite kritični do te inštitucije, saj moramo biti zato, da jo vedno znova izboljšujemo in prilagajamo. Strip si torej po avtorjevih besedah velja vzeti v roke in prebrati, sicer pa si ga lahko izposodite tudi v soboški knjižnici.